Frekvenca X. Smo v tednu Nobelovih nagrad in tudi letos v Frekvenci X spremljamo, katera odkritja bo prineslo pod žaromete. Ponedeljek je tradicionalno namenjen medicini, torek fiziki, sreda kemiji, četrtek literaturi, petek miru in ponedeljek, ki sledi ekonomskim znanostim. Med letoma 1901 in 2025 so Nobelove nagrade ter nagrado Švedske centralne banke za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela podelili 628krat, skupno 1015 posameznikom in organizacijam. Ker so nekateri Nobelovo nagrado prejeli več kot enkrat, to skupaj pomeni 979 posameznikov in 28 organizacij. Z menoj v studiu je tudi kolegica Nina Slaček, ki za znanost skrbi na prvem, z Kemijskega inštituta pa se nam oglaša naša valova dežurna za znanost Maja Ratej. Lep pozdrav obema. Nina, letošnji vtisi do zdaj? Živjo, ja, moram reči, da moji vtisi letos so dobri, vsekakor delovanje imunskega sistema v ponedeljek, to je področje, ki je pomembno za toliko relevantnih bolezni, da se zdi nagrada zelo na mestu. Za fiziko pa lahko rečem, da so se odločili zelo v duhu jubileja, letos praznujemo namreč 100 let kvantne mehanike in njene ugotovitve o tem, kako čudni so pojavi, ko se spustimo na velikost atomov in še manjših delcev, so vsekakor pretresle svet. Tako da se zdi tudi letošnja nagrada zelo na mestu. Zelo zanimiva je, pol ure se nam obeta. Maja, ti se nam oglašaš izpred prostorov Kemijskega inštituta in Elektroinštituta Milan Vidmar na Viču v Ljubljani. Razlog pa je preprost, kaj ne? Ja, tako je. Šele pred nekaj minutami, ampak res dobesedno minutami so razglasili letošnjo nagrado v kemiji in smo trenutno v mrzličnem iskanju sogovornika oziroma sogovornice, ki ima to področje v malem prstu. Je pa za takošno prvo pomoč tu naš redni strokovni sodelavec, dr. Matej Huš, ki pa razglasitve Nobelovih nagrad razume še malenkost prej kot vsi ostali. Res je, prej. Pravimo namreč pride znanje švedščine, ki ga je s pridom nabiral tekom svojega podoktorskega študija na Švedskem in o kateri najprej razglasijo prejemnike. Matej, pozdravljen tudi ti. Takole se je slišalo pred nekaj minutami. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Kyoto University, Japan, Richard Robson, University of Melbourne, Australia, and Omar Yagi, University of California at Berkeley, USA, for the development of metal organic frameworks. Matej, nam že lahko v obrisih namigneš, kam nese letošnjo nagrado na področju kemije? Hejsan och välkomna, kot bi rekli na švedskem. Letos nas torej nese v anorgansko kemijo, med nove materijale, ki jih bomo v prihodnosti še, tako kaže, zelo potrebovali. Nagrado so podelili za odkritje kovinskih organskih ogrodij, nove vrste materijalov, ki jim kemiki običajno rečemo kar MOFI. Z njimi lahko na primer zajemamo CO2 iz zraka, iz vod odstranjujemo nekatera onesnažila in podobno. Skratka, zelo obetavna in zelo vroča tematika. In sliši se zelo zanimiva. Za še več podrobnih pojasnil še malo počakamo. Maja je predejala, da sogovornica že hiti k vama. Srečno pri tem, da se ujamete in se kmalu slišimo. Nina, midve bi pa morda za začetek povedali nekaj o pomenu Nobelovih nagrad v današnjem svetu. Se ti zdijo še vedno simbol prestiža ali so bolj tradicija? Ja, vsekakor bi rekla, da to so zelo, zelo, zelo prestižne nagrade, ker konec koncev, če ne bi bile, se ameriški predsednik ne bi toliko trudil s tem, da bi dobil tisto nagrado za mir. In to pravzaprav, da so prestižne, ja, velja tudi za kemijo, fiziko, medicino in druga področja. Najbrž se omenjeni predsednik ne bi branil tudi kakšne Nobela za kemijo bi imel z veseljem, po moje. Kaj pa, nedavno sem med snemanjem Frekvence X govorila z enim izmed strokovnjakov in je omenil, da
družabna omrežja vplivajo tudi na znanost, v smislu, da raziskave velikokrat spodbujajo, da gredo rezultati v smer, da so čim bolj instagramabilni oziroma všečno prikazani oziroma lahko všečno predstavljeni na družabnih omrežjih. Kako ti opažaš? Ali vpliva to tudi na raziskave, ki so nagrajene z Nobelovo nagrado? Ja, to morda niti ne, no, ampak ja, svet postaja vse bolj hrupen, vsi si nekako tako in drugače prizadevamo pritegniti pozornost in to velja tudi za znanstvenike in znanstvene institucije. Imaš nekaj zelo zanimivega, želiš nekaj pozornosti upozoriti nase in včasih potem zadeve gredo v zelo hude skrajnosti, tako da potem recimo jaz preberem nek poljuden znanstveni članek, kjer so odkrili nekaj, kar se sliši, wow, zelo zanimivo in iz tega bi bila res zanimiva zgodba. In potem se malo poglobiš in ugotoviš, da ni nič skoraj na vsem skupaj. Tudi to se dogaja. Ampak ravno zato, ker se toliko znanstvenih raziskav po vsem svetu odvija in se res dogajajo pomembna odkritja, tako rekoč nevnehoma, je potem ta sito časa tako močno pri Nobelovih nagradah, da je verjetno bolj problem v tem, da je pač premalo Nobelovih nagrad, ne, pač minilo je toliko in toliko časa, ne, v 124 letih vrhunske znanosti je toliko več in morda pač je še toliko težje priti do tega priznanja, ne. Tako. No, danes, sreda 8. oktober je, pomeni to, da že poznamo letošnje laureate na področju medicine, smo omenili, fizike, tudi kemije smo zvedeli pred nekaj minutami, pa začnimo morda kar s ponedeljkom, ko so na področju medicine v ospredje postavili odkritja v zvezi s tako imenovano periferno imunsko toleranco. V zadnjih 15 letih so odigrala zelo pomembno vlogo pri zdravljenju in razvoju zdravil za raka, avtoimunske bolezni in tudi pri transplantacijah organov. Čeprav možnosti, da bi te mehanizme rutinsko uporabljali v praksi, še niso docela izkoristili. Več pa v prihodnjih minutah Maja Ratej. Predstavljajte si naš imunski sistem kot armado učiteljev, ki preverjajo študente na izpitu. Nekateri so strogi in skozi spustijo komaj koga, nekateri precej bolj dobrohotni in zanje je znano, da izpit opraviš z levo roko. Zelo poenostavljeno bi lahko rekli, da na podoben način tudi naše telo presoja, kako strogo bo obravnavalo določene celice in zlasti, kje na te celice naleti. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Letos Nobelovo nagrado za medicino in fiziologijo prejmejo 3 raziskovalci, in sicer Mary Branco, ki deluje na Inštitutu za sistemsko biologijo v Seattlu, Fred Ramsdell, ki ga je pot iz akademskega okolja vodila v industrijo, trenutno pa deluje v San Franciscu, in pa Shimon Sakaguchi iz Univerze v Osaki na Japonskem. Povezujejo jih prebojna odkritja na področju periferne imunske tolerance. V imunskem sistemu imamo 2 vrsti tolerance. Eno je centralna, drugo periferna. Imunolog Alojz Han, vodja laboratorija za celično imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, je ob tem pojasnil, da nagrada izpostavlja temeljno odkritje povezano s T celicami, ki so pomemben del imunskega sistema. Te celice so vrsta krvnič, ki nastajajo v kostnem mozgu in pomagajo prepoznavati vsiljivce, kot so mikrobi, rakave celice in tako naprej. Najprej so odkrili centralno toleranco, to pomeni, da v kostnem mozgu za limfocite B, ki delajo proti telesa, pa v prižaljcu, ki delajo limfocite T, tam nastajajo limfociti, ki imajo milijone različnih prepoznavnih molekul, to je receptorjev za tujke. In povsem jasno je, da ker smo tudi mi sestavljeni iz nekaj 10.000 različnih molekul in ker se ti receptorji delajo naključno, ne programirano na neke tuje molekule, je jasno, da če se delajo naključno, da bi imunski sistem napadal tudi naše lastne celice
vendar je to preprečeno na ta način, da se v teh dveh organih, to je kostnem mozgu pa v priželcu, da se v teh dveh organih dela negativna selekcija za imunske celice, to je, da se predstavijo tem imunskim celicam v teh dveh organih naše lastne molekule in če imunska celica med svojim dozorevanjem prepozna naše molekule, je uničena. Na ta način pridejo v kri samo imunske celice, ki ne znajo prepoznavati naših lastnih molekul zaradi te negativne selekcije. Ključnega pomena je namreč, da te celice ne napadajo zdravih telesnih tkiv, saj lahko to vodi v razvoj avtoimunih bolezni. Dolgo časa so verjeli, da je edini način, kako telo doseže toleranco do lastnih celic, ta, da se škodljive te celice, to so tisti zelo strogi učitelji začetka prispevka, odstranijo v priželcu, kjer mlade te celice dozorijo. Toda ta mehanizem ni popoln, ne more nadzorovati vseh molekul, ki so specifične za različna tkiva v telesu. Zato lahko celice, ki so ušle tej prvi selekciji v priželcu, uidejo v krvni obtok in druga tkiva, no, tu pa pride v poštev periferna selekcija. Ključna odkritja na tem področju so prispevali prav letošnji laureati, ki so morali zaradi novih ugotovitev v 90-ih plavati precej proti toku. Do teh 3 raziskovalcev so mislili, da je to edini mehanizem tolerance, potem pa so pri miškah našli nekatere mutacije, po katerih so miške dobili hude avtoimunske pa vnetne bolezni. Ko so raziskovali, kateri geni so mutirani, so prišli do ene molekule FOXP3. To so bili limfociti T, ki so jih potem imenovali kot regulatorni limfociti T. In ti regulatorni limfociti T so zmožni, ko naletijo na tuje molekule, so zmožni se aktivirati, ampak ne na ta način, da bi uničili te tuje molekule, ampak tako, da preprečijo uničevanje takih tujih molekul. Periferna imunska toleranca torej pomeni, da obstajajo nadzorni mehanizmi na, recimo temu, periferiji, torej v različnih tkivih, limfnem sistemu, krvi, ki preprečujejo, da bi te potencialno avtoimune celice postale dejavne in povzročile škodo. Da naš imunski sistem nekje bolj, nekje pa manj zatiska oči, so ugotovili prav letošnji laureati. Kje igra periferna imunska toleranca veliko vlogo? Pri hrani v našem črevesju, denimo. Hrana so tujki za nas, ampak hkrati pa teh tujkov ne smemo napadati, ker sicer bi imeli stalno vneto črevo. Pri hrani ima imunska toleranca torej prednost, prav tako na primer v možganih, na koži pa, ravno obratno, ne. V koži pa načeloma nastane napadalen odziv na tujk. Ali pa recimo, če nekaj pride v zrklo, potem ima spet toleranca prednost, zato ker če pač naredimo vnetje v zrklu, je to v evoluciji pomenilo, da je tista žival itak mrtva. Ta odkritja so spodbudila razvoj več potencialnih zdravljenj. Trenutno tako potekajo raziskave, da bi povečali število regulacijskih T celic in s tem zavrli nezaželene imunske odzive pri avtoimunih boleznih ali pa pri presaditvah organov. Pri raku pa je pristop ravno obraten. Imunski odziv so živa bitja do mere današnje dovršenosti razvijala skozi milijone let evolucije in natančno dorekla, kje v naših tkivih potrebujemo zelo močne zavore imunskega sistema, kje pa mora biti ravno obratno in mora naš imunski sistem odreagirati zelo odločno. Kje torej potrebujemo zelo stroge profesorje in kje tiste malo bolj popustljive. Frekvenca X. Zdaj pa k fiziki, kot je Nina že omenila, je v kvantnem letu Nobelova nagrada za fiziko šla na področje eksperimentalne kvantne fizike. Nagrajeni znanstveniki so s svojim delom namreč odprli vrata kvantnim računalnikom in drugim kvantnim tehnologijam, ki se danes razvijajo. Kako jim je to uspelo, nam bo Nina Slaček pojasnila v prihodnjih minutah. Kvantna fizika pogosto velja za eno težje razumljivih področij znanosti, toda na njenih spoznanjih temelji cela paleta sodobnih tehnologij, od satelitske navigacije in magnetne resonance do laserjev in sončnih celic. A to so vse zasluge spoznano kvantni naravi sveta izpred enega stoletja.
Danes pa se odvija že druga, tako imenovana kvantna revolucija, ki prinaša kvantne računalnike, kvantne senzorje, kvantne komunikacije in še marsikaj. Da je to mogoče, pa je bilo potrebno najti način, kako zakone kvantnega sveta prenesti tudi v naš vsakdani svet, pravi kvantni fizik profesor dr. Rok Žitko z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in z Inštituta Jožef Štefan. Tu gre v bistvu za neko zelo fundamentalno vprašanje o odnosu med klasičnim svetom in kvantnim svetom, torej v katerem primeru lahko uporabimo enačbe klasične fizike, v katerem primeru uporabimo enačbe kvantne fizike. No, nekako običajno radi rečemo, da kvantni svet to je tam svet majhnih stvari atomov, pri večjih predmetih pa uporabljamo pogosto klasične enačbe, kot jih poznamo že tam iz 17. stoletja. Kvantni delci se obnašajo precej drugače kot veliki predmeti. Z vidika našega običajnega sveta počnejo precej nemogoče stvari. Lahko so na nek način v več stanjih hkrati in lahko celo hodijo skozi zidove. Prav to zmožnost so letošnji Nobelovci, Britanec John Clark, Francoz Michel Devoret in Američan John Martinis, v eksperimentih sredi 80. let prvi prenesli v konkreten material, razlaga Rok Žitko. No, ideja tega pionirskega eksperimenta, za katerega je bila podeljena Nobelova nagrada, je pa v tem, da so izdelali neko super prevodno vezje in pod določenimi pogoji je nekako tekel električni tok, hkrati pa ni bilo napetosti, to je nekako značilno za superprevodnost. In stanje v tem vezju se da nekako ponazoriti kot nekakšno pregrado, skozi katerega nekako delci ne morejo prodreti. No, kvantna mehanika pa dopušča tako imenovani tunelski pojav, kar pomeni, da tudi če imamo neko področje, kjer v klasični fiziki delci ne morejo prodreti, ne, torej recimo, kot da bi žogco metali v steno, nekako tudi če to naredimo milijonkrat, pričakujemo, da se bo žogica milijonkrat odbila. No, v kvantni mehaniki pa obstaja neka majhna verjetnost, da delec tudi predre skozi tako imenovane potencialne pregrade, recimo vržemo žogico milijonkrat, pa mogoče enkrat bo prešla na drugo stran stene. Nekako v klasičnem svetu tega ni, v kvantni mehaniki je pa to možno. No, in v tem eksperimentu so pa natanko to dosegali z tokom elektronov. Ta eksperiment je bil izveden v napravi, ki je nekako velika morda nekaj milimetrov, skratka. Ne, ni zelo velika, ampak pač vsekakor je nekaj, kar je bistveno večje, kot so atomi. Na tej osnovi, ki so jo torej postavili letošnji Nobelovci, so se v zadnjih 4 desetletjih razvile različne kvantne tehnologije, tudi kvantni računalniki s qubiti namesto običajnih bitov, ki so lahko kos nalogam, za katere vemo, da jih tudi najbolj zmogljivi superračunalniki ne zmorejo. Ja, vsekakor je morda potrebno še povedati, da se kvantni računalniki danes zelo hitro razvijajo, je pa to zelo zahtevna tehnologija. Ne bo morda presenetljivo, če povem, da je eden od teh svežih Nobelovcev, in sicer John Martinis, pomagal Googlu razviti njihov kvantni računalnik. Prav ta Googlov računalnik pa je uporabil za svoje raziskave tudi naš matematični fizik, profesor Tomaž Prosen z Fakultete za matematiko in fiziko. In Martinisa je imel Prosen priložnost tudi spoznati. Seveda sem ga poklicala, da mi zaupa kak vtis. Ujela pa sem ga pravzaprav ravno med prestopanjem z enega letala na drugega, ni imel interneta in tako sem ga lahko tudi presenetila z novico o Nobelovcih. Tole pa mi je povedal o Martinisu v kratkem telefonskem pogovoru. Osebno sem se spoznala, mislim, da je bilo 2022 na eni delavnici, konferenci na inštitutu, Cowley inštitutu za teoretično fiziko v Santa Barbari, kjer sem delal predavanje. Bilo kar zanimivo predavanje in pa smo po kosilu sedeli skupaj in smo malo poklepetali, tako da mi je povedal tudi svojo osebno zgodbo, da je potomski hrvaških staršev z enega otoka, ne vem, pozabil se s katerega, z Dalmacije. Pa imel sem pa že prej z njegovimi sodelavci stike, se pravi s tem Pedranom Rušanom, iranskega porekla, ki je še vedno zdaj eno od teh vodilnih ljudi v tej skupini od Googla. In tudi jaz sem z njim sodeloval konkretno na tem članku, ko smo ga imeli v reviji Science lansko leto. Nobelovec John Martinis je torej porodil iz Dalmacije, no najnaprednejše kvantne računalnike pa že uporabljajo tudi naši znanstveniki. K temu lahko dodamo še to, da smo
kvantnemu letu na Valu 202 v aprilu posvetili cel kvantni dan. Tudi kvantno tuneliranje smo v družbi strokovnjakov zelo poljudno razložili. Če vas zanima še kaj več o nenavadnostih iz kvantnega sveta, lahko torej prisluhnete tudi tisti aprilski frekvenci X. Povezavo bomo dodali tudi med zapiske današnje oddaje. Toliko o fiziki, zdaj pa k kemiji in torej pred Kemijski inštitut in Elektroinštitut Milan Vidmar, kjer danes gostuje naša terenska ekipa. Maja in Matej, zdaj nas že pošteno zanima, kaj pomeni pravkar razglašena nagrada na področju kemije in kdo so ključni akterji zanjo. Ja, pa še to moram povedati, da smo v teh nekaj minutah našli sogovornika, tako da sem res vesela, da tukaj le z mano zdaj v terenskem studiu Vala 202 sedi dr. Matjaž Mazaj z odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu. Lepo pozdravljeni, dr. Mazaj. Pozdravljeni. Torej, danes smo slišali za ta pojem MOF. Kaj to pomenijo? Kaj so MOF-i? Ja, angleško so to Metal Organic Frameworks, če to poslovenimo, so to kovinsko-organski porozni materijali. Torej gre za posebno vrsto materialov, kjer te strukture sestavljajo neke kovinske enote, ki se potem povezujejo preko nekih organskih enot v take lepe in zelo zanimive porozne strukture. Kaj pa to pomeni, ne porozne strukture? Porozne strukture pomeni, da so v teh kristaliničnih materialih različne velikosti por. Te materijali imajo precej nekih praznin v strukturah. Kaj to pomeni? Da so v bistvu specifične površine teh materijalov, to pomeni, lahko zelo visoke, ne? Do 5 do 6 tisoč kvadratnih metrov na gram. To pomeni, 1 gram takega praškastega materijala lahko pokrije 5 do 6 nogometnih stadionov. Ne? To so ogromne površine. Čakajte, lahko ponovim, 1 gram takšnega praška pokrije 5 do 6 nogometnih igrišč, tolikšno površino. Ja, da se razumemo, to je notranja površina tega kristaliničnega materijala. Ja. Če bi ga lahko na nek način spravili v 2 dimenzije, bi lahko pokrila taka površina. Tako. Matjaž, na vašem odseku se intenzivno ukvarjate s temi materijali in če se ne motim, torej ste se pri vas, oziroma ti si se že tudi srečal z nekaterimi izmed letošnjih nagrajencev, če jih še enkrat naštejemo. To so bili Susumu Kitagawa z Univerze v Kyotu, Richard Robson z Univerze v Melbourneu in Omar Yagi z Univerze v Kaliforniji in Berkeley. Torej, kako je bilo? Ja, z profesorom Richardom Robsonom se nažalost še nisem srečal. On je moja starejša generacija, medtem ko s profesorjem Kitagawa in Yagijem že večkrat. No. Te dve eminentne osebe, bi rekel, se pojavljata praktično na vseh konferencah o kovinsko-organskih materijalih. Vedno imata zelo zanimivo in bi rekel, zanimiva predavanja, ki nekako tudi predstavljata pogled naprej, ne, kako naj bi kaj je v bistvu prihodnost tudi teh materijalov. Ne. Je pa to sorazmerno mlada tematika, kaj ne? Tako, v bistvu, sam koncept kovinsko-organskih materijalov niti ni tako mlad, ne, gre v bistvu samo za nekake spojine med organskimi in anorganskimi enotami. Te poznamo pod imenom recimo kompleksne spojine že kar nekaj desetletij. No, medtem ko je profesor Yagi skupaj s Kitagawa konec 90-ih v bistvu odkril, da so te materijali lahko tudi permanentno porozni, torej imajo neko stalno poroznost, o kateri sem tudi prej govoril. Ne. In potem je pa nekako se začel ta, bi rekel, kar eksplozija teh materijalov, razvoja teh materijalov. Ko smo malo prej poslušali razglasitev, se je Matej takoj namuznil in vzkliknil: to je pa moj nekako sosed na hodniku Kemijskega inštituta. Vidva sta dobesedno soseda na Kemijskem inštitutu, ali kako? Ja, tako je, ja. Tudi sodelujeva delno pri teh projektih razvoja kovinsko-organskih materijalov. Kakšen laboratorij pa uporabljate, oziroma kako izgleda vaše okolje laboratorijsko? Če zdaj govorimo o sintezi teh materijalov, gre za precej preprost proces, v bistvu samo zmešamo sestavine v neke posode, ki se jim reče avtoklavi, in potem je večino časa samo čakanje, ne, da v bistvu se te enote nekako kontrolirano povežejo v te strukture. Ne.
Zdaj, če smo na koncu še malo aplikativni, ne? Danes smo že v Frekvenci X slišali, da gre v bistvu pri Nobelovih nagradah za neke zelo temeljne raziskave v znanosti, ki pa se že kažejo nek aplikativen učinek. Kaj na področju MOF-ov recimo se kaže kot nekaj zelo uporabnega za človeštvo, naprimer v prihodnosti, pa tudi že v sedanjosti? Ja, kovinsko-organski materiali imajo to dobro lastnost, poleg poroznosti, o kateri sem že govoril, da se njihove kemijske lastnosti lahko zelo, zelo prilagajajo. To pomeni, z nekim pametnim načrtovanjem lahko v bistvu mi prilagodimo kemijske lastnosti. Kaj to pomeni? Ne? Da v bistvu te materiale lahko porabljamo za adsorpcijo ogljikovega dioksida ali pa drugih plinov, zajem, selektivni zajem, ne, iz mešanic recimo dušika, kisika in ogljikovega dioksida, ki so glavne sestavine v zraku, lahko selektivno, bi rekel, požanjemo samo ogljikov dioksid ven, ne. To je recimo ena taka zelo zanimiva lastnost, ne, oziroma aplikativna priložnost. Potem druga je, rečemo v angleščini, water harvesting, ne, to pomeni ekstrakcija vode iz zelo suhih območij, recimo iz puščav, ne, to prav profesor Jagi, Nobelovec, sveži Nobelovec, se ukvarja prav s tem, ne, torej kako razviti ta material tako, da je v bistvu v teh suhih področjih, kjer je dejansko pridobivanje vode zelo velik problem, zelo učinkovito adsorbira vodo, do te mere, da je v bistvu ta tudi lahko pitna. Ne? Je torej ta uporabnost neuporabnega, o kateri je tako rad govoril Susumu Kitagawa in sledil nekako temu principu? Ja, uporabnost neuporabnega, filozofsko, ampak ja, dejansko na začetku so kovinsko-organski materiali veljali za dokaj neuporabne, predvsem zato, ker so veljali za nestabilne, predvsem v prisotnosti vlage in temperature, zato ker imamo precejšen delež pač organskih komponent. Se te strukture, saj na začetku teh razvoja, so veljali za nestabilne. Torej, če si tak material nekje izpostavil vlagi, se enostavno ta struktura porušila. Ne. Ampak tekom raziskav, tekom razvoja, tekom let, so se tudi te probleme rešili, tako da zdaj ne govorimo več o nekoristnih materialih, ampak dejansko je tudi ta problem rešen. Torej, termična in, bi rekel, hidrostabilnost. Se je izkazala kot velika uporabnost, ne, in še boljše se izkazuje za prihodnost. Ponavadi v teh razglasitvah Nobelovih nagrad mrzlično spremljamo tudi, kakšni bodo odzivi Nobelovcev, ne, torej novih nagrajencev, ampak tudi vi, dr. Mazaj, ste imeli danes zanimiv dan, ne, najverjetneje se vam zjutraj sploh sanjalo, kaj vas danes čaka. Poklicali smo vas dobesedno 5 do 12, potem ste morali odhiteti iz laboratorija in nekako prehoditi do nas približno kilometer, nekaj takega, in potem ste že sedeli v studiu in čez nekaj minut se takole že pogovarjamo v živo pred poslušalci. Ja, tako da naši poslušalci dobijo občutek, kako res v živo danes spremljamo tole tukaj izpred prostorov Kemijskega inštituta in pa Elektroinštituta Milan Vidmar. Ajda, izvoli, nazaj v studio. Hvala Maja in Matej, pa seveda tudi vajnemu, danes tudi hitremu sogovorniku, doktorju Matjažu Mazaju. Imunologija, kvantne tehnologije in posebna vrsta novih materialov. Nagrade so šle letos na relevantna področja. Nina, kako bi povzeli letošnje znanstvene Nobele? Odkritja, ja, nagrajena so nedvomno zelo relevantna, nažalost pa morda ne moremo spregledati tudi tega, koliko opozoril je bilo letos slišati glede zmanjševanja pomena znanosti in zmanjševanja sredstev za znanost v zadnjem času, zlasti v ZDA, ki ima daleč največ Nobelovcev, in to prav zaradi vrhunskega raziskovalnega prostora, ki se zdaj očitno podira in krči. Da bodo posledice katastrofalne in daljnosežne, je že pred letošnjimi razglasitvami opozoril glavni tajnik kraljeve švedske akademije Hans Ellegren, pa tudi recimo John Clark, Nobelov nagrajenec za fiziko, je prav to izpostavil včeraj. Rekel je, denimo, da če bi nastalo škodo lahko začeli naslavljati že po naslednjih volitvah, bi potrebovali desetletje samo, da bi popravili
nastale reze, nastalo škodo. Skratka, problemi se kopičijo, kako pač bo delovala znanost v prihodnje. Zdi se, da z mnogo več tako imenovanimi disrupcijami kot do zdaj. Grenko, sladek zaključek, ampak morda lahko res rečeva, da v luči letošnjih nagrajenih raziskav pa smo vseeno lahko tudi pozitivni. Hvala Nina Slaček za družbo v studiu, hvala seveda tudi terenskemu delu današnje ekipe, Maji Ratej, strokovnemu sodelavcu oddaje Frekvenca X Mateju Hušu in tonskemu mojstru Vjekoslavu Mikezu. Vabljeni v družbo Frekvence X spet prihodnji teden. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. V tokratni Frekvenci X smo torej v živo pospremili prve 3 razglasitve letošnjih Nobelovih nagrad na področju medicine, fizike in kemije. Tudi Nobelovi lavreati so bili nekoč raziskovalci na začetku kariere. Številni so svoje poti začeli prav z raziskavami v okviru doktorata in na njih kopali globlje in globlje. In glejte, kam jih je vodila raziskovalna vnema. Tudi gostja današnje ekspertize, letošnje novosti pri Frekvenci X, v kateri gostimo raziskovalce na začetku kariere, pravi, da ji znanost omogoča otroško navdušenje do raziskovanja in da ji je absolutno fascinantno, da lahko tudi sama prinese svoj kamenček v velik hram svetovnega znanja. V ekspertizi tokrat gostuje Lana Vogrinec, rastlinska virologinja, ki nam bo v naslednjih minutah razložila, kaj so rastlinski virusi in zakaj je pomembno, da vemo zanje. Ekspertiza. Ja, tudi po noči včasih sanjam v svojem delu. Zgodbe, ki jih pišejo mladi v znanosti. Nimamo belih halj, imamo pa srajce, pa polomajice. Zgodbe, ki nas peljejo naprej. Sem Lana Vogrinec in sem mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Ukvarjam se predvsem z rastlinskimi virusi. Najbolj nenavadno vprašanje, ki ga dobim, oziroma vprašanje, ki ga ljudje pogosto postavljajo, je, ali imajo tudi rastline viruse. Torej, ljudje so presenečeni, da lahko tudi rastline imajo viruse. In vedno z veseljem razložim, da v bistvu virusi okužujejo zelo raznolike organizme, vse organizme, ki jih poznamo, od bakterij do rastlin, živali in seveda tudi ljudi. In ne samo to, obstajajo celo virusi, ki okužujejo druge viruse. Torej, ja, mogoče nek nasvet oziroma zanimivo dejstvo, ki bi ga predala poslušalcem, je to, da so rastlinski virusi povsod okoli nas. Torej, če gremo v trgovino in vidimo nek paradižnik, ki ima mogoče neke čudne lise ali pa neke druge vzorce, je to najverjetneje razlog zaradi okužbe z rastlinskim virusom. Prav tako jih najdemo na naših okrasnih rastlinah, pogosto povzročajo neke ornamentalne vzorce, ki se nam sicer dopadejo, za rastlino pa morda niso najboljši. In če le malo pogledamo okoli sebe, bomo v bistvu videli, da je ta svet zelo bogat in zelo raznolik. Rastlinske viruse raziskujemo predvsem zato, ker lahko imajo zelo slab učinek na naš pridelek, torej lahko zmanjšajo količino pridelka in pa tudi kvaliteto samega pridelka. Še en pomemben aspekt tega je, da v bistvu za rastline nimamo neke vrste zdravil ali pa recimo cepiv, kot jih imamo za človeške viruse. In zato je v bistvu naše najpomembnejše orodje, da poskušamo preprečiti neko okužbo na rastlinah in pa tudi preprečiti širjenje te okužbe med samimi poljskimi rastlinami. En zanimiv podatek je recimo, da lahko nekateri rastlinski virusi v bistvu preživijo celo pot skozi naš prebavni sistem. Tako da, če bi jaz na primer pojedla papriko, ki je okužena z nekim virusom paprike, lahko ta virus v bistvu pride skozi celo mojo prebavo, ga na koncu izločim in potem lahko ta virus v kar visokih količinah v bistvu zaznamo v odpadni vodi. In s to odpadno vodo lahko potem tudi okužimo kakšne rastline. Torej je dokazano, da lahko virusi preživijo to celo pot in še vedno ostanejo torej infektivni oziroma so zmožni okužiti nove rastline. No in zaradi tega je v bistvu zelo pomembno, da razumemo, na kak način obstajajo v okolju, kako dolgo se obdržijo v nekih okoljskih vzorcih, na kak način se prenašajo, če lahko voda predstavlja nek medij za njihov prenos na daljše razdalje in pa če lahko recimo preskočijo iz divjih rastlin na rastline, ki jih mi gojimo. Torej, ja, moje delovno okolje je zelo prijetno. V bistvu pred kratkim smo se za inštitutom preselili v novo stavbo, kjer imamo na voljo res moderno tehnologijo, vso opremo, nove laboratorije in tudi ogromno prostora. In zato je v bistvu delo tam zelo učinkovito in imam na voljo vse, kar potrebujem.
Poleg tega pa mi je pri mojem delu zelo všeč to, da v bistvu sem lahko del celotnega procesa, torej za moj doktorski projekt smo recimo vzorčili veliko količino divjih rastlin, paradižnikov, vode, odpadne vode in tudi sama sem v bistvu bila del tega vzorčenja, torej sem bila na terenu, v naravi. Potem te rastline prinesem v laboratorij ali vodo ali karkoli in jih analiziram, preučujem, procesiram in potem v končni fazi tudi zelo velik del mojega dela zajema analizo podatkov na računalniku, od programiranja do bioinformatske analize, risanja grafov. Tako da je v bistvu moje delo zelo razgibano in vsebuje zelo različne korake in zaradi tega mi je tudi zelo všeč. Torej, znanost me zelo privlači zaradi tega, ker mi omogoča neko to zelo otroško navdušenje do raziskovanja, do tega, da v bistvu lahko pogledam nek delček sveta okoli sebe in najdem neke nove stvari, ki še niso bile opisane, v mojem primeru recimo viruse. Katerikoli del ekosistema povzročimo, je skoraj zagotovo, da bomo našli neke nove viruse, ki jih do zdaj še nismo poznali, opisali, zaznali nikjer drugje. Če bi lahko dala naslov svojemu delu, ki bi bil nekako bolj poljuden, bi mogoče se vprašala, kaj počnejo virusi v naravi. Ekspertiza. Ja, ali lahko to vprašanje spustimo, ker v bistvu nimam dobrega odgovora na njega. Najpametnejši pogovori tedna. Ni bilo boleče, meni je to fajn, tako da srečno še naprej. Rastlinska virologinja Lana Vogrinec je bila gostja tokratne ekspertize, prihodnjič pa bo z nami Tina Kamenšek z Zdravstvene in medicinske fakultete v Ljubljani, ki nam več pove o tem, kaj vse lahko dosežemo, če znamo dobro brati in uporabljati podatke v zdravstvu. Samo frekvenco X pa namenjamo fuziji in se sprašujemo, kod hodi ITER.